tako, mi bi pa kar nadaljevali sedaj z okroglo mizo, tako da kar vabim vse sogovornike, da se tule prisedejo v prvo vrsto. Z nami bodo dr. Tomislav Tkalec, strokovni sodelavec pri Fokusu, gospod Stanislav Meglič, načrtovalec prometne politike pri Direktoratu za trajnostno mobilnost Ministrstva za infrastrukturo, gospod Marko Peterlin, direktor IPOP, Inštituta za politike prostora, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin in pa gospa Zorana Komar iz Ministrstva za okolje in prostor. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala. Bi kar mogoče pri vas, gospa Kutin, začeli, ker ste tudi že nekako v vprašanju nakazali, oziroma ko ste predstavnico Evropske komisije vprašali, kako je za temi alternativami. Kako potem vi z potrošniškega vidika komentirate ta paket? Je to pravi pristop k zmanjšanju? Se absolutno zavedamo dejstva, da so to nujne in potrebne spremembe. Tudi želimo pomagati ljudem, kako pravzaprav to speljati. Seveda imamo pa tukaj ključna vprašanja, že recimo tole, kar se zadnje 2 dni dogaja v zvezi s cenami elektrike, pa splošnim nivojem, kako bom rekla, zaupanja v oblast, v ukrepe, možnosti, to se pravi, to so zelo velike zadeve. Mislimo, da bi morale biti te spremembe narejene na tak način, da so za potrošnika enostavna izbira, trajnostna izbira, enostavna, dosegljiva in finančno dostopna. To, kar smo dodatno še zdaj v zadnjih dneh se pogovarjali, komisija je izpostavila... Lahko gremo naprej. To, kar komisija izpostavlja ranljive potrošnike na področju energetike, je to problem, ki ga mi že dolgo časa izpostavljamo, oziroma kjer ustrezni ukrepi še vedno manjkajo, ali pa še tisti, ki bi rabili kakšno pomoč, ti ne dobijo. Ampak zdaj ugotavljamo, da po COVID situaciji ne bomo govorili več o ranljivih potrošnikih, ampak bomo govorili o potrošnikih iz preprostega razloga, ker prihaja zraven cel srednji razred. Imamo pa v Sloveniji najmanj 2 resna problema. Eden je transport, o katerem bomo kasneje govorili, kako pravzaprav, ker tako bom rekla, lepe cilje je potrebno in lepo zastaviti. Drugo je pa, kako izpeljati ukrepe, da bodo te cilji zares izpeljani in kako jih peljati na ta način, da ne bo nihče v bistvu izločen. To je lepo načelo, ampak zdaj smo v teh predstavitvah videli, kako je to težavna zadeva. Kar se tiče socialnega sklada, je lahko en mehanizem, ampak mi moramo pogledati kot celota. Kajti, če že zdaj sam pogledamo en zelo ozek segment, ekološki izdelki, ekološka hrana, vse, kar pride na tak način na trg, je dražje. Če pogledamo izhodišč, tako bom rekla, ravnanje ponudnikov, pa če pozabim na zeleno zavajanje, ki ga je in ga še bo zelo veliko, prehajamo do tega, da se vedno stroški prelijejo na končnega potrošnika. In mi tega preprosto ne smemo dovoliti, ker potem vam povem naprej, smo izgubili bitko. Če bo to narejeno na način in tudi obdavčitev stavb pa prometa, če povem samo za Slovenijo, je to, jaz mislim, da ukrep, ki ne bo dal pravih rezultatov, zaradi tega, ker bo v končni fazi samo povečal stroške za potrošnike. Tako da veliko resnih dilem imamo, premalo dialoga, premalo resnega razmisleka o tem, kako to, kar je minister lepo rekel, da smo vsi na skupnem vozu, ampak a smo se v Sloveniji sposobni pogovarjati, pa soočati različna stališča, pa različne poglede s tem, da dosežemo skupni cilj. To pa mene zelo, zelo skrbi. In zdaj, če sam še toliko rečem, mi zelo močno sodelujemo v okviru naše krovne organizacije BEOK, Evropske potrošniške organizacije, ker imamo zelo dobre kontakte tudi z Evropsko komisijo in bomo še posebej gledali na to, kako potrošnikom v resnici pomagati za to, da bodo lahko imeli enostavne izbire. Brez resnega vlaganja
tako bom rekla, v transport, ne, v javni transport. Mi smo sam dali en predlog, da naj ne bi se zmanjšali davek na motorna vozila. Da ne rečem, kaj smo dosegli na socialnih medijih. Ne? Mislim, čeprav bi bila to v resnici daleč, tako bom rekla, najbolj pametna zadeva, morda je tudi nismo znali zadosti dobro skomunicirati, namreč v resnici je bilo to spet darilo tistim, ki kupujejo najdražje avte. Pa tistim, ki pa vozijo manjše avtomobile, pa stare avtomobile, je bilo pa simbolično, ampak nekaj si jim vzel, a veste, če jim nekaj vzameš, pa jim hkrati ne daš, ne? Kako bomo premaknili železnice, no? Ki so še iz Franca Jožefa, no? Kako jih bomo premaknili? Ja, se to je bil nekoliko odziv tudi komisije, ne? Češ ta paket ne služi tudi, vsaj tako sem jaz razumel, gospod Delatore, ne? Ta paket ne služi kot spodbuda vladam, da bodo ponudili neke alternativne oblike mobilnosti, pa bomo k temu tudi kasneje še prišli, a ta paket res to spodbuja in ravno to, a bomo mogoče samo tisti, ki se lahko privoščijo, bojo imeli mobilnost, no? K temu se še... Mogoče samo še en stavek, če bo vseeno prišlo do kakršnihkoli obdavčitev pa novih prispevkov, mora ta denar iti nazaj potrošnikom v različnih oblikah, v celoti, ne delno. Gospa Komar, kar k vam na Ministrstvo za okolje, vi imate preko ETS sektor na ministrstvu. Zdaj, glede paketa, ko se dotika industrije in ETS-a, se že pojavljajo očitki, industrija bo še naprej deležna brezplačnih emisijskih kuponov, da paket sveženj z tega v tem smislu ni uravnotežen, če gospodinjstva bodo nosila glavnino bremena razogljičenja, vsaj z tega finančnega stroškovnega vidika. Po drugi strani smo tudi slišali, ne, razogljičenje industrije v Sloveniji bo očitno izziv. Se vam zdijo ti očitki na mestu in pa kako potem zagotoviti, da bodo vsi sektorji prispevali svoj pravični delež v razogljičenju? Pozdravljeni. Ja, zelo kompleksno vprašanje, moram povedati. Zdaj, kar se tiče brezplačne dodelitve, jaz to sicer delam sistemsko na sistemu trgovanja, gledam iz druge perspektive. To pomeni veliki delež industrije emisij v Sloveniji iz procesnih emisij, katere ne moreš nadomestiti. Mislim, to pomeni karbonati, proizvodnja cementa, če bomo, seveda, tukaj zdaj, da preskočim pa da rečem, če bojo tehnologije, inovacije šle v tej smeri, da bomo lahko nadomeščali proizvode, ki se proizvajajo s procesnimi emisijami, potem bomo pa dosegli seveda napredek. Iz tega naslova je tudi začela, kako bi rekla, celotna schema delovati. Zakaj so dodeljeni brezplačni kuponi? Da se to je bil plan 2.5, ko se je sistem vzpostavil, da se postopno preide do pač nič brezplačnih kuponov. Ampak seveda usporedno tehnologije, inovacije niso temu sledile. 90% naših upravljavcev, ki imajo soproizvodnjo in toploto, naprave za soproizvodnjo toplote in pač elektriko, imajo najnovejše naprave, ki so na zemeljski plin. To pomeni, manjka neki, kako bi rekla, vzvod. Ta vzvod je bioplin v seveda našem sistemu v celi Sloveniji, da oni pač zadostijo tistim kriterijem, kako bi rekla, da pač nimajo emisij na lokaciji. Ampak to je, kako bi rekla, celotna infrastruktura je potrebno nadomestiti. Seveda so še vedno nekatere industrijske panoge, ki seveda glih tisto, mislim, da je vaš kolega iz Kenya Europe povedal, niso sledili, niso sistem resno jemali. Če pa je tole, a je pravično, ne vem, če ste opazili, če je slučajno kakršnakoli podatek ali dokaz, da od leta 2005 v ceno proizvoda niso ukalkulirane vse te, kako bi rekla, kuponi, koji niso bili brezplačno dodeljeni, prepričana sem, da so. Nič ne spremeni, kako bi rekla, dejstvo, da zdaj bojo dobili manj brezplačnih ali da je treba narediti eno fazo čez. Tako da
vsi, ko nekaj proizvajajo, vse svoje stroške dajo v proizvod. Nismo opazili, verjetno, zaradi tega, ker je veliko uporabnikov. Jaz bi samo en komentar dala ali pa takole rekla, ni samo kriva industrija, mislim, da smo krivi potrošniki. Industrija se ravna po tem, kako potrošniki svoje potrebe izkazujejo na trgu. To pomeni, dokler bom lahko kupovala in dokler ne bom šparala ali karkoli, dokler bo dostopno, potlej se pač takole obnašamo potrošniki, koliko se obnašamo. Tako da mislim, da tukaj je treba usporedno delati seveda na inovacijah, na tehnologijah, na prestrukturiranju industrije. Mislim, če ne bomo proizvajali cementa, pri nas bo nekje druge, če ga bomo rabili seveda. Tako da bomo pač uvažali in za tisti uvoz bomo plačevali pač, kolikor je pač treba ceno, kakšna bo na trgu. Tako da mislim, da je večina naše industrije zelo dobro in v dobri smeri gre in so pripravljeni. To pomeni na spremembe, ki jaz upam, da bojo nekako neki preboj vsega tega bil, so seveda zdaj v predlogu direktive tudi shranjevanje in uporaba ogljikovega dioksida. To pomeni, verjetno veliki onesnaževalci bojo na neke tehnologije shranjevali tale CO2 in ga potlej uporabljali v proizvod. Pač ga bojo trajno ugradili, to je glavni cilj tistega, kar je pač politike. Seveda, v vsakem sistemu je, kako bi temu rekla, ni vse prav. Ali so vse industrije, ki so v carbon leakage-u, to jest prepoznane kot dejavnosti, kjer bi lahko ta dejavnost šla nekam drugam izven EU in tam ustvarjala emisije CO2, je vprašljivo. Mislim, da je večina sistema naravnano dobro, ampak seveda nismo vsi na otoku, vsi imamo ene sosede, ki niso v EU-ju, ali so pač neke druge politike. Verjetno tudi, ko bo na mednarodnih pariških sporazumih, ko bomo nekako vsi šli po isti poti, potlej bo pa tudi verjetno tam tisto neko neravnovesje se uskladilo. Morda nam se zdaj zdi, da je pač potrebno veliko časa, lahko pa da se bo zgodilo v nekem krajšem časovnem obdobju. Tukaj mogoče samo to, meni je vedno bilo, kaj je kura ali jajce, a je marketing industrije tisti, ki nas prepriča, da to rabimo, ali smo mi tisti, ki smo to rabili, pa industrija začela delati. To je bila meni večna dilema, ampak to je samo bolj za šalo kot za res. Ampak tale dvig cen energentov, ki je zdaj, pa je bilo prej tudi vprašanje komisiji, gospod Kalac, ko je bilo zasedanje ministrov za energijo nedavno pri nas na Brdu, pa so vprašali, avstrijska ministrica je pri vhodu v vstopu rekla, da Avstrijo to niti ne skrbi toliko zelo zares, zato ker so že postavili neke temelje, da bojo električno energijo do leta 2030 vso pridobivali iz obnovljivih virov energije. So pol obnovljivi viri energije tudi nek odgovor na to cenovno dostopnost energentov, to, kar je zdaj zelo pereč problem ta trenutek. Ja, dolgoročno zagotovo. Se vidimo v bistvu, da trenutno se energija draži zaradi fosilnih virov. Torej, v Evropi ne gre za pomanjkanje plina, ampak ker se je globalno povečalo povpraševanje, so seveda ponudniki tudi dvignali ceno zaradi tega, ker lahko prodajo, kar pomeni, da na koncu končni uporabnik bo plačal več, prej ali slej tudi pri nas, ne samo pri enem ponudniku energentov. Globalno se je zvišalo tudi cena premoga, oziroma recimo Indija ima zelo velike probleme, da jim je zmanjkalo zalog premoga, večino premoga uvažajo, ne morejo ga dobiti prav čas, tako da bodo tudi neke redukcije pri njih. Torej, v Evropi je pa dejansko problem vezan bolj kot ne na plin, na zvišanje cen ponudnikov, delno na zvišanje cen električne energije, ki so posledica tega, da se precejšen delež proizvaja na plin. Zvišali so se v zadnjem letu oziroma v zadnjih 2 letih tudi CO2 kuponi, kar je tudi imelo mali vpliv na zvišanje cen, ampak v obeh primerih govorimo o fosilnih virih. Torej, prehod na OVE pomeni brezplačen vir energije, sonce in veter, tudi voda ne nazadnje.
Res je, da je v tem primeru so potrebne neke večje finančne investicije za vzpostavitev teh kapacitet. Tudi gre za fleksibilne vire oziroma fleksibilno proizvodnjo, nestanovitno včasih, in to pomeni, da bodo cene precej bolj dinamične, ampak če si zgradimo lastno sončno elektrarno, na ta način tudi nadzorujemo to ceno, ne rabimo premoga ali pa plina. Tako da ja, mislim, da je, če se navežem na Avstrijo, da so na dobri poti, da so sprejeli dober koncept, dobro strategijo, ki bi nekako v podobno smer bi morali tudi ostale evropske države. Nekatere grejo, nekatere manj. Torej, čim manj fosilnih virov pomeni tudi manj možnosti za take rasti cen, ki niso posledica pomanjkanja virov, ampak dejansko samo špekulacij in višanja cen strani ponudnikov. Ja, se mi zdi zanimivo, da še pol leta nazaj je plin veljal za nek prehodni energent, ki bo rešil situacijo. Bo zanimivo spremljati, kako bo zdaj ta dinamika vplivala na te politične, bom rekel, razmisleke. Gospod Meglič, promet v Sloveniji, zagonetna uganka, podnebno ogledalo, vsako leto beremo, medletno nam emisije skokovito naraščajo, emisije ne obvladujemo. Po drugi strani smo že zdaj v vrhu Evrope, ko gre za te izdatke gospodinjstev za mobilnost. Kako zdaj to rešiti v Sloveniji na en, bom rekel, učinkovit in pa pošten, pravičen način? Kako nasloviti to zadevo? Ja, veliko vprašanj, pa odgovor ni tako enostaven. Mi se na ministrstvu zavedamo, da je promet posledica. Mi imamo kot družba določene pričakovanja, določene pravice, in stanje, ki pa je, načeloma se problemi, ki so nastali z neko miselnostjo, ne dajo reševati z isto mentaliteto, z isto miselnostjo. Tako da ta preskok v načinu razmišljanja, v načinu v vrednotah, bo potreben, preden bomo lahko potem govorili o enem prenosu, prehodu v bolj trajnostno mobilnost, mislim tukaj ne samo na osebni promet, na potniški promet, ampak tudi in predvsem tovorni. Mi imamo, kar recimo zadnjih 20 let spremljam prometne politike, pa slovensko prometno politiko, lahko rečem, da se je vedno začela z neko preambulo. Slovenija je dežela, ki ima odlično geostrateško lego, in zato mi, ko se ukvarjamo s prometno politiko, imamo lahko delo in moramo tako rekoč samo pobrati smetano in tako naprej. S to logiko tudi drugi tir se je s to logiko gradil in tako naprej. Dajmo zdaj čim več tovora, čim več, ker vsake karton kilometra lahko toliko in toliko zaslužimo. To je ena način razmišljanja. In podobno tudi pri financah. Več, ko bomo prodali benzina, več bo trošarine pobrane, več bo prihodkov v proračun. Večji, ko bo, sploh hočemo imeti skozi višji standard, bruto domači proizvod raste, seveda promet je v fiksni korelaciji z bruto domačim proizvodom. Saj zadnjih, 30 let zelo malo je tega odklona. In pričakovanja so, to se pravi visok standard, visoko bruto domači proizvod, razvoj, po drugi strani pa bi zmanjševali potrebe po prometu. Tako da ene take kontradiktorne politike potem mi srečujemo na našem direktoratu za trajnostno mobilnost, ki je bil ustanovljen pred leti in je en redkih zelenih, ali pa del zelene birokracije, bi lahko rekel temu. Tako da imamo pa seveda tudi močne ostale sektorje in segmente zastopane, ki pa svoje interese zagovarjajo. Tako da mobilnost je draga v Sloveniji, delež stroška za mobilnost v družinskem proračunu je izredno visok. Je pa to posledica verjetno tudi dejstva, da je razpršenost naselij in prebivalstva ena najvišja v Evropi in je zaradi tega dejstva tudi zelo težko organizirati en učinkovit, trajnosten javni potniški promet.
verjetno o tem še kar v nadaljevanju potem. Ja, je bilo rečeno, no, da paket spodbuja očitno vlade v tem, da bi razvijale javni potniški promet oziroma zagotovile alternativne oblike prevozov, vsaj tako je predstavnica komisije rekla. Mogoče samo to, no, mi smo enkrat, ko smo bili v Švici na ekskurziji strokovni službeno, jaz sem bil presenečen, ko smo šli v zadnjo švicarsko vas, pa nas je tam na železniški postaji pričakal avtobus, pa te je peljal po tisti vasici, pa ne vem, če je bilo 500 ljudi tam živelo, tako da Švica definitivno zgled, ko gre za ta področje. No. Švica je primer dobre prometne politike. Ne? Med Italijo in Švico imamo 70% tovora na železnici, med Italijo in Francijo 10%. Ne? Švica ima, prvič je bolj suverena, zaradi tega, ker ni članica Evropske unije in ima bolj proste roke pri teh politikah. Dejstvo je, da ima Švica že desetletja tako imenovan model navzkrižnega financiranja, pomeni, da se obremeni cestni promet in tisti prihodki od pobranih davkov, trošarin gredo potem direktno lahko za recimo razvoj železniške infrastrukture. Na to v Sloveniji šele čakamo. Slovenski proračun šele zadnje 2 leti je nekje uravnotežen v smislu vzdrževanja in gradnje cest in pa železnic. K temu še pridemo, boste malo povedali kasneje, kakšni so načrti tukaj, pa koliko je sredstvo odzadaj. Gospa Kotin, kako pa vi ocenjujete kot potrošniki ta paket z vidika mobilnosti? Ne? Ja, nekaj sem na hitro že prej omenila, da dejansko so potrošniki ujeti v sistem mobilnosti, nimajo izbire in se vozijo na fosilna goriva. Tudi recimo ta ideja, da bomo šli na elektrifikacijo, če bo to pomenili, da bodo vsi električni avti stali v kolonah, nismo nič naredili. Tako da, in sicer tukaj imamo pol še specifiko mejnega trga, spodbud za zamenjavo od mobilov na električni pogoni in seveda lepo je govoriti o tem, da ima nek povprečen avto 16 let življenjsko dobo, pa da zamenja med tem 3 lastnike, ampak če prvi nakup avta, ker je absolutno predrag, pa če ima Slovenija bistveno manjše spodbude od Nemčije, potem vemo, kje smo. Ne? To se pravi, tukaj imamo določene specifike, ki so vezane na majhno ekonomijo pa na majhen prostor. Kar se pa železnic tiče, jaz mislim, da bi zares morali skupaj iskati rešitve, ker tudi so kakšne hitre rešitve, niso samo dolgoročne. Ne? Zdaj edin ne vem, kaj pomeni, veste, Švica je ena od redkih držav, ki je obdržala javno železnico v celoti. Pa je zelo liberalno usmerjena kot država. Ne? Ampak so že vedeli, zakaj. Ne? Mi pa ne vem, koliko vem, je pa zdaj tovorni transport pa prodan. Ne? Kaj bo imel zdaj od tega pol naš proračun? In pa še nekaj drugega rečem, zdaj, ko imamo razpravo o cenah goriv. Ne? Mi smo bili pred enim letom izrazito proti temu, da se trg goriv liberalizira. In očitek je bil pa, ja, sam Slovenija tega ni naredila. Ampak zdaj smo in potrošniki in država v slabšem položaju. Edin multinacionalke so dobile več denarja. Hkrati pa ljudje v tej situaciji, ko ne morejo izbirati, se morajo voziti z avti. Ne gre drugače. Tudi, da vem, nekaj bo treba narediti na policentričnem razvoju. V socializmu je Slovenija znana po zelo dobrem policentričnem razvoju, ampak zaradi spremembe, ali pa bom tako rekla, ukinjanja cele vrste gospodarskih, cele vrste podjetij, ki so imele pač sedeže po Sloveniji, je zdaj ta pritisk na Ljubljano izjemno močan. In jaz mislim, da brez potrebe, sam seveda bi morali pa vzpostaviti tudi te mehanizme in določena, tako bom rekla, to, kar je meni, da sem malo starejša, težko gledati, je kako, mislim, je treba vse na novo izumiti, ne pa ohraniti določenih stvari, ki smo imeli dobre, samo zato, ker ni bilo izmišljeno v nekem konkretnem političnem kontekstu. Ne?
In kako bomo prišli do tega, da ta vprašanja, o katerih se pogovarjamo, so pa vprašanja ljudi Slovenije, ne pa takšnih ali pa drugačnih specifičnih politik, kako pride do tega in tam se moramo vsi pogovarjati skupaj, ker brez tega ne bo rezultatov. Gospod Peterlin, Marko. Slišali smo, časova lahko rešitev za neko naslavljanje energetske revščine, dostopne energije v Sloveniji, lahko podobno trdimo za javni potniški promet, tudi ko gre za mobilnost, za dostopnost teh storitev. Imamo visoke izdatke za mobilnost, storitve trenutno niso tako razvite. Komisija pravi, da nek paket služi kot neka spodbuda. Torej, je JPP pravi odgovor in a ta paket dejansko tudi spodbuja po vašem razvoju javnega potniškega prometa? Ja, če se na prvo vprašanje najprej osredotočim, je pač eden glavnih odgovorov je javni potniški promet. Mogoče bi sam komentiral spet, kje smo v zvezi s tem v Sloveniji. Cestni promet je pač 99% izpustov približno, ampak 2/3 od tega je osebni promet. 1/3 je samo tovorni promet približno izpustov. Tako da tukaj imamo v bistvu vendarle veliko težavo tudi pri izpustih z osebnim prometom. In tukaj pravzaprav, ko se pogovarjamo o železnicah, v resnici v železnice šele 10 let približno zares vlaga pri nas. Pač ni bilo, predtem je bilo vse usmerjeno v avtoceste, in samo par let recimo so železnice presegle ceste po vlaganjih še vedno, tudi zadnja leta, spet so ceste, ker so pa zdaj državne ceste tudi prioritetne, tako da se spet več vlaga v resnici v ceste skupno vzeto. In ko se pogovarjamo o vlaganju v železnice, pri nas se v resnici pogovarjamo o vlaganjih v tovorni promet. To, kar je seveda tudi izziv. In potniškega prometa v zvezi z železnicami, kako preko, ga ne vidimo, tako na državni ravni, je izrazito zapostavljeno. Hkrati je pa to železnica tisto, jedro na javnega potniškega prometa povsod po svetu na medmestni ravni, tudi v primestni ravni. Tako, zdaj, kar se tiče drugega vprašanja, mogoče, ali je ta paket lahko spodbuda, ne vidim kako, čisto direktno, v resnici. V bistvu vlaganja v javni potniški promet zahtevajo kar precej časa. Tudi pač, sploh ko govorimo o investicijskih vlaganjih, mi imamo pravzaprav trenutno stanje tako, da se sicer precej spodbuja raba, v bistvu recimo za temi brezplačnimi vozovnicami. To je, bi rekel, dobro z vidika spremembe prometnih navad, ampak te potniki nimajo kam iti v resnici. Mi imamo, ko so delali pač celostno prometno strategijo za Ljubljansko regijo, so pač naredili izračune, ki mene bolj presenetili, prej niti ni bilo, ampak pač oni so prišli do podatka, da pravzaprav dijaki zasedajo v konicah celotno kapaciteto vlakov in avtobusov za prehod v Ljubljano. To pomeni, mi danes nimamo sploh možnosti teh migracij pravzaprav prenesti na javni promet. Kjer je pa seveda, in zdaj to pomeni, mi rabimo v resnici izboljšati infrastrukturo za javni promet. Treba je vložiti v projekte, ki se še niso čist niti zares začeli. Mi, ko bomo danes začeli s tem, se bo najprej 10 let gradili, ali pa pač nekaj začeli šele investirati, potem pride še spremembe navad. Pač 15 let preden, ali pa 20 let preden se bo to poznalo. In tukaj imamo tak katastrofalen, bi rekel, zaostanek mi, zaradi česar jaz ne vidim, kako bi lahko ta paket prispeval k temu, da bi se dovolj hitro lahko nekaj spremenilo. Bi pa vsem en komentar rad dal, kjer pa jaz mislim, da je pa potencial za spremembe največji. To so pa kratke poti. Mi imamo danes vendarle skoraj polovico poti z avtomobili krajših od 2 km. To pa so poti, ki jih zlahka opravimo na drugačen način. To ne gre za večino izpustov, gre seveda, ker so to potniške kilometre malo, je precej manj, ampak poti pa vendarle je bistveno manj možno narediti z avtomobili na teh kratkih razdaljah in tukaj je možnost za v bistvu hitro spremembo navad, ampak signali morajo biti pa zelo jasni, ki jih država daje v zvezi s tem in občine. Tukaj je zelo pomembna vloga občine in jaz bi kar direkt rekel, da mislim, da je recimo Ljubljana, ki ima tukaj največji potencial,
zadnjih nekaj let zelo zaspala pri izvajanju ukrepov v tej smeri. Mogoče še eno podvprašanje, ker si ravno omenil, da bomo že tako 10 let potrebovali nekje, da karkoli zgradimo. Pa se želim vprašati, kako lokalne skupnosti v bistvu tukaj ta paket spodbuja ali pa podpira. Mi imamo celo neke ekstremne primere, kjer župani nasprotujejo železnicam v njihovi občini pa novim postajam in praktično izsiljujejo državo, da hoče dodaten pas, obvoznico, potem bomo pa morda razmislili o železnici. Je videti kakšno spodbudo za mobilnost v prihodnjih letih? Ja, najprej mogoče Fit for 55 ne naslavlja direktno javnega potniškega prometa. Mogoče še največ v delu, kjer pač alternativna goriva, ali pa sveženj, so dosegi goriv v alternativnih gorivih in prehodu iz fosilnih goriv na druge oblike, elektromobilnost predvsem in pa razvoj vodika v prihodnosti. Tako da eno študijo, naš sektor za javni potniški mi je dal informacijo, da ena študija v tem smislu je naročena oziroma projekt, ki proučuje zdaj te možnosti prehodov na alternativna goriva, ki to zdaj vidimo, a plin verjetno niti ne bo, gre za vprašanje teh 5-10 let. Tako da alternativna goriva, ta AFIT varianta je, z njo se predvsej ukvarjajo kolegi. Naslednja stvar je, v katerem sveženj govori, dosije, to sprav letalstva, pomorstva, o tem nismo še rekli, res, da niso to taki deleži onesnaževalcev, ampak vseeno ti cilji niso toliko problematični in odmaknjeni, kakor so naprimer prav v koparskem prometu pa cestnem prometu. CO2 in avti oziroma ločitev, te smo nekaj rekli že, in pa ta ETS v cestnem prometu je iz tega svežnja, sicer Ministrstvo za okolje pokriva, mi pripravljamo pa stališče in čakamo zdaj nekaj odgovorov, nekaj smo že sprejeli teh odgovorov strani gospodarstva, čakamo še na te avtoprevoznike, ki bodo verjetno zelo en tak odločen pogled pa kritiko na predlog. No, a pa da se vrnem na javni potniški promet, medkrajevni linijski avtobusni potniški promet za leto 2022 ima v planu 124 milijonov evrov. V izvedbi razpisa podelitev novih koncesij, v okviru katerega je ena glavnih značilnosti povečanje standarda dostopnosti za 20% na račun jutranjih in popoldanskih konic, to je bilo rečeno, ki jih zasedajo zdaj v glavnem dijaki in študenti, učenci. Ministrstvo naj bi tudi integriralo različne vrste javnega potniškega prometa. Velik problem v Sloveniji je, da nimamo upravljavca. Mi imamo svoje prevoznike, imamo ministrstvo ali pa ta nivo politični, mi imamo pa upravljavca javnega potniškega prometa. In zaradi tega, ker tega ni, ker so bodisi načrtovanje politike na nivoju prevoznikov, kar je narobe, ker oni gledajo na lastne koristi, to so glavno vse gospodarske družbe, to gre za znane lastnike, ki imajo svoje interese. In na drugi strani država, ki jo boli glava, zaradi tega, ker ne more uresničevati svojih ukrepov pa trajnostne politike. Tako da tukaj je en ta problem. Upravljalec pripravljati se je začel zdaj v letošnjem letu zakon o javnem potniškem prometu, ki naj bi poskrbel za to, da se končno tudi v Sloveniji ta upravljalec ustanovi. Mogoče zdaj o tem še odgovorim, kar se železnic tiče, je potrebno seveda ločiti med infrastrukturo, ki je državna in državna tudi ostala, in med prevoznikom ali pa operaterjem, ki je bo pa tudi verjetno država, vsaj na potniškem delu, ustal, ker potniški promet je povsod po svetu.
strošek oziroma brez neke intervencije države ne more obstajati, ne more zadovoljevati, ne moremo prepustiti trgu. Tako da to je to. Konkretne številke po projekte lahko tudi naštejem. Koliko zatere za potnike? To mislim, da je ta glavna postavka, ki nas zanima. Koliko? Železniška infrastruktura, predvsem v tem potniškem, prej smo slišali, glavnino zdaj za tovor dajemo v železnice. Infrastruktura železniška se gradi za oboje, razen. Je pa res, da prioriteto dajejo tovornemu delu, dejstvo je. Če ne drugega, pri oblikovanju voznih redov in frekvence. To, kar smo do zdaj v preteklosti vlagali, če pogledamo, v katere, bom rekel, tere, na katerih lokacijah, tam ni toliko potnikov, je pa precej več tovora, tega mednarodnega tranzita. Če je Ljubljana pa ta centralizacija zdaj ozko grlo v jutrnjih konicah, lahko tukaj pričakujemo kakšen večji preboj. Ideja je, da se ta ljubljanske vozlišče, pa ljubljanski območje širše ljubljanske recimo regije uporabi primarno pri organizaciji potniškega prometa, da bi bila to ena taka hrbtenica, potem v intermodalnem načinu z avtobusi, s kolesi, z mikromobilnostjo, bi lahko pobrali večji del teh potreb po dnevnih migracijah in prometu. Ampak problem je, se pravi, vrsto let se ni vlagal v infrastrukturo tudi na drugih delih, razen da so se tiri pobirali in odstranjevali. Zato je celotno omrežje, naprimer, zdaj se Ljubljana Jesenica se obnavlja proga, predor Karavanke. To so vse projekti, ki so stali predolgo, in potem je tudi in se niso vzdrževali primerno, in ker ni vzdrževanja, je potem cena rekonstrukcije še višja. Potrebno je tudi zapreti določene odseke, kar je v bistvu velik problem. Zdaj, če na hitro se spustim skozi te projekte v letu 2021, poleg tega že omenjenega železniškega predora Karavanke, nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj, vgradnja ETCS sistema po enem delu bivšega 10. koridora Dobova, zidani most Pragersko-Šentilj, nadgradnja železniške proge na odseku Kranj-Jesenice, to poteka nadgradnja železniške postaje Grosuplje. Pa ob teh projektih je zanimivo to, da so večinokrat vključeni tudi prenove teh postajališč in kar je na nek način prispevek k razvoju javnega potniškega, ker bodo bolj atraktivna recimo tudi nova postajališča, kjer lahko prihaja do tega prehoda iz enega načina na drug način, tako imenovani intermodalni potniški terminali, naprimer. Tako da ne govorimo zdaj samo o tirih, ampak govorimo o kompletni javni železniški infrastrukturi. Nadgradnja železniške postaje Grosuplje, samo omenil, nadgradnja vozlišča Pragersko, nadgradnja železniške proge Ljubljana-Divača, uvedba daljinskega vodenega prometa na progah Zidani most Šentilj, Zidani most Ljubljana. V letošnjem letu, to so projekti, ki potekajo, potem v 2022 se nadaljuje izvedba večina teh projektov, poleg tega pa še nadgradnja železniške proge Ljubljana-Divača, to sem povedal, predvsem pa nadgradnja železniške postaje Domžale, izvedba podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi Zidani most Šentilj, nadgradnja železniške proge Zagorje, nadgradnja železniške postaje Zagorje, nadgradnja železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana. To so projekti iz našega načrta. Poleg tega pa zdaj vprašanje pa bilo tudi, kaj s tem denarjem oziroma z načrtom za okrevanje in razvoj. Vas verjetno zanima. Nadgradnja glavne železniške proge številka 20 Ljubljana Jesenice, nadgradnja železniške postaje Domžale, nadgradnja železniške postaje Grosuplje, da se podvajajo očitno projekti, nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1 in pa tu je iz načrta za okrevanje in razvoj. Potem je pa še ena zadnja kohezijska politika,
preko katere se predvideno sofinanciranje naslednjih investicij, železniška proga Maribor-Prevalje, železniški odsek Ljubljana-Kranj, postaja Kranj, postaja Podnar, postaja Lesce-Bled, Jesenice, nadgradnja železniške proge Ljubljana-Divača in pa nadgradnja proge Zidani most-Dobova. Pogrešam drugi tir do Ivančne Gorice, ki ga je minister nekaj obljubljal, ampak jaz lahko iz prve roke za presukle povem, no ja, tista postaja nujno rabo obnova, jaz hvala Bogu se tam nobena nesreča ni zgodila, ker ni več varno, niti pa definitivno se gužva z dijaki in študenti na vlaku, ko potuješ v Ljubljano, to je bolj že medklic. Mogoče to nismo dovolj dobro pojasnili, no, ampak zdaj, kot beremo paket, ko gre za področje mobilnosti, ne, predvsem stavi na elektrifikacijo prometa, na zagotovitev nekih vodikovih polnilnic, kar je tudi gospa Delatore omenila, ne, na toliko in toliko kilometrov bo ta infrastruktura, ukinja se, bom rekel, motorje na notranje izgorevanja, ne. Bi se strinjali, gospa Kutinova je tudi rekla, ne, če bomo stali v kolonah v električnih vozilih, pol tega problema. Polnilnice še tudi dodaten pritisk na omrežje, sigurno. Gospod Petrlin, bi se strinjal potem s to oceno, da v bistvu ta paket, ko gre za mobilnost, v bistvu bolj stavi samo na ta fuel switch, se pravi na zamenjavo goriv, kot pa na zamenjavo nekih mobilnostnih navad, vzorcev. Ja, oziroma računa na neke posredne učinke pri tem. Načeloma pa se res zdi tako in kot rečeno, jaz v resnici pogrešam konkretne spodbude za tudi naprimer za lokalne skupnosti, pa da za države, da pravzaprav z nekim smiselnim zamikom seveda tudi, ne, koliko se pričakuje pač za spodbujanje vlaganj v javni promet. No. Se pravi, zdaj smo slišali, pač, kaj imamo mi v teh načrtih, jaz prvič slišam za kohezijsko politiko, sem vesel, ker še nikjer objavljam to, tako da vsaj nekaj slišimo o tem. Ampak recimo imamo izkušnjo z parkirišči P+R, ki so seveda povsem nezanimiva, pomembna v nekem sistemu, ampak povsem nezanimiva, če nimaš dobro povezanih z pač zmogljivim javnim prometom. Ne? In podobno je s postajami. Lahko imaš perfektno postajo Ljubljana, naprimer, v katero se iz načrta za okrevanje in odpornost približno dobrih 100 milijonov manj predvideva vlaganja, ampak postaja, ki nima dobrih povezav z potniškim prometom, je shopping center, na kratko, no, če sem zdaj zelo grob, ne, ki jih seveda imamo že veliko in tukaj je pač to gre za neko pač tudi javni del nekega velikega projekta Monika, ne, kjer je predvsem pomemben del, ki je komercialni, ne, in je shopping center, če sem to malo grob zdaj. Pač glavna železniška postaja mora biti sicer tista, ki poveže vse vrste javnega prometa, ampak in to zelo učinkovito s kratkimi prestopnimi potmi, ne, ampak mora se nekam iti naprej. Ne. In to, kar smo se pogovarjali, kar jaz pogrešam, ne, so tudi v tem zdaj, kar sem slišal, so regionalne železnice. Edina, ki smo v resnici regionalna proga, ki smo jo nadgradili, je Kočevska, ne, ki je zdaj od lani tudi, oziroma letos, no, ali od lani tudi potniška, tako da tukaj je pač recimo bil ena pomembna nadgradnja, ne. Ostale regionalne proge okrog glavnih mest, mislim največjih mest, tam, kjer je največji potniški potencial, je največji potencial za spremembo prometnih navad, pa ostajajo zanemarjene. No. Jaz pač poznamo projekte, ki so bili že narejeni, ta Railhack, oziroma študija, ki je predvidevala vlaganje v regionalne proge okrog Ljubljane, v izboljšavo pač železniške postaje in Tivolski lok, ki je en pomemben projekt, ki ga tudi nisem slišal, se bojim, no, mogoče še slišimo o tem, ampak tukaj je nekaj, kar pravzaprav, k čemu ta paket nič ne prispeva, no, to je pač še vedno volja države ali pa občin, ne. Ljubljana tudi, kot rečeno, nič, ne, tudi ima že študije pripravljene leta in desetletja o tem, kako bi lahko zmogli mestni potniški promet naredila, pa se ne zgodi nič, ne. Tukaj jaz se bojim, da pač v tem paketu direktnih spodbud za to ni. Ja, mogoče, če bi želeli eno kratko repliko, pa gremo potem nazaj na industrijo, ampak se mi zdi, da ja, očitno je bilo to sporočilo, ne, paket posredno spodbuja, ampak mislim, da, ne vem, z vidika potrošnikov verjetno to ni pravo pot, da bomo najprej obremenili potrošnike, potem bodo ljudje plačevali, potem bo pa razvita infrastruktura, zato ker se bo šele izkazala potreba, ne, vsaj tako bi jaz sklepal, ampak kar, če ste želeli
okoli Tivolskega loka, no, kakor. Potem pa kar na industrijo, če smemo, gospa Zorana. Slovenija, visoko industrializirana država, imamo ogromno industrijo v gospodarski strukturi, smo tukaj praktično v vrhu Evrope, znotraj tega tudi ogromno delež teh energetsko intenzivnih industrij, kjer je izrazita poraba, izrazito visoke so te emisije. Slišimo, da sami ste tudi dejali, procesne emisije so tough nut, trd oreh, težko bomo. Mislim, da bo približno 15 milijonov evrov namenjeno, torej 3-krat več kot zdaj, kar pomeni nek napredek. Še vedno to ni dovolj, ampak vseeno kaže, da gremo nekam naprej. In tudi kar se samih ukrepov oziroma programov Ekosklada tiče, je treba poudariti, da dejansko so primer dobre prakse na evropski ravni, torej večina držav niti nima ukrepov za področje energetske revščine, nekatere imajo nekoliko drugače zastavljeno, ampak da bi obstajala neka neodvisna državna, recimo temu državna mreža energetskih svetovalcev, ki bi prišli na dom in bi vse skupaj bilo koordinirano s strani državne inštitucije, to ne obstaja in da bi potem tudi v tej maniri torej 100% sofinancirali oziroma financirali ukrep izolacije sten, zamenjave strehe in podobno. Takih ukrepov skorda bolj kot ne ni, pa so bili vzpostavljeni v določenih državah, ampak za neko kratko časovno obdobje. Bi jaz na tej točki še malo občinstvu predal besedo, če je kakšno vprašanje iz občinstva. Ja, Senka, izvoli. Ja, jaz sem imela Senka Šifkovič-Vrbica iz SIPOP-a. Pa bi imela za gospoda iz Ministrstva za infrastrukturo. Jaz sem sicer okoljska pravnica, tako da nisem specialist za promete, ampak spremljam pa politike vse te okoljske, prostorske, podnebne. Pa me zanima z vašega stališča, če rabimo za železnice, za potniški promet še precej let, da se bomo lahko bolj vozili zaradi infrastrukture in če smo toliko vlagali v ceste, torej ceste imamo do neke mere. In kakšne so ovire, da mi teh cest boljše izkoristimo za javni potniški promet? Če še malo pojasnim. Pregledali smo tudi ta zakon, ki je bil pripravljen o javnem potniškem prometu in glede tega skupnega upravljalca, seveda, to je problem. Tukaj predvsem polagamo, da naj ta ostane v sferi javnega, se pravi javni akter, predlagali smo javno agencijo, ne da gre nekam v neko zapakirano gospodarsko družbo, tudi v javni lasti, ki lahko potem se kar v nekem trenutku izmuzne nekam kot tržni produkt. To je to. Ja, in če bi se pač te gostote med lokalnimi skupnostmi javnega prometa povečale, bi se potem tudi verjetno zredšla ta gužva na cesti in bi bila večja pretočnost. No, ne vem. Ja, pa še v kontekstu tega, do kolikšne meri vidite apetite Ministrstva za finance po bencinskih trošarinah kot oviro pri reševanju teh problemov. Ja, hvala za vprašanje. Je na mestu nekaj smo direktno ali pa posredno že odgovorili na to problematiko. Jaz sicer prihajam iz drugega sektorja, ne iz sektorja za javne potniške, ampak bom poskušal odgovoriti. Upravljalec, se strinjam, naj bo javna služba. Ne? Jaz mislim, da je šlo, da gredo zdaj napore v to smer, da se ta upravljalec ustanovi in to bo prvi korak k normalizaciji ali pa k enemu racionalnemu načrtovanju javnega potniškega prometa. Pogleda se obstoječa infrastruktura, strinjam se, cest je državnih in zelo veliko, imamo tudi avtoceste, po katerih lahko vozi avtobus in imamo železnice, vendarle je, železnice bi lahko bile kot hrbtenica, bi lahko kot hrbtenica služile tudi k potem intermodalnemu navezovanju avtobusov. Tisto, kar potrebujemo, je res enega neodvisnega
strokovnega upravljavca, ki bo potem te poti optimiral, organiziral, ne glede na interese prevoznikov ali pa ločeno od železnice, železnica ločena od ceste, lokalni potniški promet, RVP ločen od medkrajevnega in tako naprej, kar se zdaj vedno vleče vsak sebi, ne, so skupaj upravljalec, ki bo skupne optimume iskal in potem ta promet organiziral do neke točke v prostoru, do katere bo država lahko še pripomogla skupaj z neko dostopnostjo. Ne. Potem pa na obrobju teh sfer se organizirajo park and ride, kamor potem potniki prihajajo z različnimi načini, lahko tudi z osebnimi avtomobili, lahko s kolesi, lahko ne. Pri nas se je pa načrtovalo park and ride tako, brez enih temeljev, ne. To se pravi, in zdaj imamo težave, zdaj imamo pa park and ride, pa nimamo nadaljevanja poti, ne, nimamo priključka javnega potniškega, pa gre železniška proga tam na 100 metrov mimo, ne. Dobro, da ni tukaj kolega nevladniškega, ki ima kar nekaj sočnih hranov na ta park and ride. Naprimer, ki je postavlja. je park and ride prostor za malo, ne vem, rolerje in ali pa go-karta, ne vem kaj, ne, tako. Jaz mislim, da prvi korak je prav gotov, no, ta upravljavec oziroma zakon kot pravna podlaga za upravljavca, potem pa seveda intermodalna vozlišča, ki jih je premalo za prestopanje in to je to. Samo še en stavek na to, čisto kratka bom, se opravičujem, da sem na tole. Absolutno to, kar ste rekli, bi podprli, s tem seveda, da bi kot dostopnost, eno je dostopnost dejansko glede transporta, pol so v bistvu vozni redi in pa seveda tudi cenovna dostopnost, ker to, kar se je zdaj pojavilo kot integrirane vozovnice, ne, so takšne, da odganjajo ljudi stran, ne pa privabljajo. Ne vsi naenkrat. Jaz sem hotel povedati, glede proračuna in subvencij, to sem samo hotela izpostaviti. Večkrat smo seveda, glede na to, da smo na ministrstvu pripravljali operativni program OPTGP do tega leta Jonga, IČES in ne vem kaj, in seveda NEPAN in vsi smo seveda proti tem subvencijam, ampak, zdaj smo pa tam, ko jaz rečem, v vseh sestankih, to je del integralnega proračuna. Vsi smo proti, moramo smisliti način, da ta denar nadomestimo, ali da se vsi strinjamo, da za ta denar in to vrednost denarja v proračunu integralnem ne bomo nekaj financirali. Sicer gospe so z ministrstva rekle, mi to jutri ukinemo, če vi hočete zastonj delati na ministrstvih, ne bomo vam zagotovili plače. Tako da, to je treba. Ni problem, jutri lahko ukinemo subvencije. Samo je treba najti način, kar očitno, ne vem, so v predlogi davki, dvig davkov, ne, to pomeni, treba najti način, da če stanje takšno, kakšno imamo in nočemo se odpovedati pravicam, nadomestiti ta del denarja z nekim prilivom. Samo to je. Sploh je čisto preprosto, ni neke više matematike. Predlog, na kakšen način ta denar nadomestiti. Nič drugega, jutri ga ukinejo na Ministrstvu za finance. Uredbo imamo, s katero je in ta uredba pač, to je priliv integralnega proračuna, iz katerega se financira cel proračun. Tako da, sem to je, nič drugega, zelo preprosto. Pardon, gospod Vendrovin, samo ena replika tukaj. Senka, skratka, ja, Ministrstvo za finance je ovira tukaj, očitno, no. Če nam diplomatsko povemo. Hotel sem samo to povedati, direktiva o obdavčitvi energentov, ko gre za nekomercialni dizel, odpravlja to razliko, se pravi, da vračila trošarin tovornjakarjem po novem predlogu očitno več ne bodo omogoča, ne, tako da to deloma bo že ta izpad. Kolikor vem, je tudi Ministrstvo za finance naročilo pri OECD-ju neko študijo, kako bi lahko kompenzirali izpad teh prihodkov v bodoče. Tako da
ene spremembe se bodo dogajale, ne vem, če bodo to prevozniški sektor, če bo samo ta širitev ETS-a predramila, če ne tudi predlog direktive o obdavčitvi energentov. Gospa Vendrmin. Lep pozdrav, moj za Vendramin Ekosklad. Najprej replika glede teh park and ride, samo na kratko. Sej, to je stvar razpisa, ne? Zapravo v razpisu bi mogli pogojevati, da je pač lokacija ustrezna. Ne? Jaz mislim, da to je čisto enostavna rešitev. No? Tako da, če je nesmiselno porabljen denar, mislim, da je to pač dejansko stvar razpisov. No? Tako da mora biti razpisi tako pogojeni, ne? Da zadeve ustrezno naslovijo. Potem imam pa vprašanje glede prometne politike, samo na kratko. Pravite, papirje, imamo super strategije, akcijske načrte, odkar spomnim je že v operativnem programu zmanjševanja toplogrednih plinov bila predvideno navzkrižno sofinanciranje stroškov prevoza. Letos se je zgodila sprememba nadomestila prevoznih stroškov, ki gre točno v nasprotno smer. Točno ne spodbuja javnega potniškega prometa, pa me zanima, odkje ta ideja, ki je prišla kar nekako čez noč in kljub dolgoletnim navedbam te politike od leta 2010 se spomnim, da nam ta ukrep nikoli ni bil realiziran, a zgodil se je točno nasprotno. Tako da, če dejansko se gremo na tak način, to je prav plastičen primer, kako se zgodi politika, se potem res vprašam, kaj bo z našimi cilji. To zdaj samo glede prometne politike, pa ima pa še par stvari. Sej za kratko. Kar se tiče park and rideov, sej niso vsi, mislim, v razpisu je že bilo, ne? Problem je, da te lokacije še niso identificirane, ne? Problem je, da ta promet še ni zoptimiran. V tem je težava, no? Ne da bi bile zdaj zavestno, ne vem, recimo postavljanje obveščenih, ampak potem v praksi se je na nekaj primerih zgodilo, da zaenkrat stvar ne funkcionira, ne? Se ne rečem, da ne bo bolj. Kar se tiče pa drugo vprašanje pa bilo glede teh škodljivih subvencij oziroma poročila prevoza na delo, ne? Poleg tega komercialnega dizla, poročila trošarin, sta prav to poročilo najbolj, mi smo eno analizo delali pred leti, ne? Eno najbolj škodljivih subvencij. Pa recimo na prvih 2 mestih sta bila ukrepa, ki bi odpravila to škodljivo subvencioniranje. Zakaj je zdaj prišlo, in na ministrstvo to podpiramo, posebej v našem direktoratu. In to vse, od komercialnega dizla do tudi teh subvencij. Ne? In naše ministrstvo in naš direktorat, predvsem to vem, je črno na belo to tudi zapisal. Je pa res, da je zadeva zakonsko, da je to pristojnost Ministrstva za javno pravo. In Ministrstvo za javno pravo je koordiniral in te stvari vodil. Tako da jaz ne vem, kje se je potem to stališče zgubilo, ker nisem bil zraven, ampak na začetku je bilo prav gotovo naše stališče tako, da gremo v smeri odprave teh škodljivih subvencij. No sej, ne vem, pač pa hočem reči na nacionalni ravni, če pogledaš izvedbe politike, je katastrofa, ne? V bistvu, ja, prav. Dobimo povračilo stroškov glede na kilometrino, ne več glede na strošek javnega potniškega prometa, kar to v celoti spodbuja prevoz z avtomobili, ne? Ja, škoda, MJU je tle naslovnik, ne? Potem pa mogoče samo na kratko par stvari bi rekla. Jaz mislim, da ta nov paket, kakor sem poslušala, nisem več toliko vključena v to, ampak kakor razumem, zdaj ta velika sprememba vključitev prometa pa stav v ETS. Jaz mislim, da to, kljub temu, da bo posredno vpliva, ampak jaz mislim, da je to zelo velika sprememba, ki bo v bistvu dala državi večje, mislim več na nacionalno raven več poudarka na javni potniški promet. Se pravi, očitno bo v tem podnebnem skladu veliko več sredstev priteklo se iz prometa, iz osebnega prometa, pa iz porabe energije v stavbah in potem bo na državi,
kako bo namenila ta denar. Ne. Se pravi, v podnebnem skladu, nekem namenskem skladu, ne bo več v splošnem proračunu bo prosto trošarine, ampak bo v bistvu neka namenska sredstva, ki bojo potem bolj več jih bo potrebno nameniti za javni potniški promet. Ne. In pa recimo vprašanje tukaj, kako za stavbe, ker v bistvu v Sloveniji, kot vidimo, pri stavbah smo zelo veliko že naredili. Potem bi pa prav tako za energetsko revščino. V bistvu v tem, ko govorijo, da te kvintili, pa to mi vsakodnevno dobivamo pobude in predloge, da veliko ljudi, ki so na minimalni plači ali pa na nekih pokojninah 400-500 evrov so v istem, v bistvu imajo isti problem kot te, ko so prejemniki denarne socialne pomoči, ampak enostavno imamo zdaj teh 5 milijonov čisto premalo, glede na ta bazen prejemnikov denarnih pomoči, ki jih je že tako 25,000, pa še varstvenega dodatka, tako da že to je taka masa ljudi, da ne moramo širiti upravičence. Ampak če se bo potem več sredstev namenili iz podnebnega sklada za energetsko revščino, bo pa potem se te naslovniki lahko razširijo, kar mislim, da je ključno, ker poanta je v tem, da prehod v nizkoenergijsko družbo mora biti pravičen. In v bistvu nekako ne smemo pustiti, da je na ramenih revnejših, ker dejansko oni plačujejo vse prispevke, vse dodatke, v svojih hišah porabljajo še več energije, ker nimajo nizkoenergijskih hiš, a hkrati ne morejo investirati, nimajo tistih lastnih sredstev za investicijo. Pa še ugotavljamo, ko izvajamo ta projekt kohezijske energetske revščine, da ni problem samo denar, pač oni tudi nimajo kapacitet oziroma sposobnosti izvesti teh zahtevnih investicij in dejansko tukaj mi zdaj res orjamo ledino, po moje na EU ravni, ker mislim, da v nobeni EU državi ni takega primera, da pride v bistvu država k enemu prejemniku denarne socialne pomoči in mu zamenja streho. Dobesedno tako delamo, ampak da pridemo, zdaj smo končali približno 20 projektov, imajo izvedene fasado, okna, streho. To je dolgotrajen proces. Od tega, da jim pomagamo zbirati izvajalce do začetka, da se oceni, kjer ukrep je najbolj smiselen in tako naprej, do izvedbe, pa zdaj nam še problem imamo s temi višanjem cen, ki se dogajajo na trgu, pa izvajalci, ki se jih ne dobijo časa, tako da pač res orjamo ledino, ampak vidimo, da je tukaj potrebno cela ekipa, s temi vlagatelji se je potrebno res veliko ukvarjati in veliko energije porabiti. Mislim, da bo pač treba to tako širše razumeti. No, mogoče bi pa tu zdaj samo omenila, poleg cene energije so se povišali tudi CO2 kuponi. Kaj s temi dodatnimi sredstvi? Kaj boste letos naredili oziroma kakšni so plani, ker bo v bistvu tudi sredstev zdaj kar 3-krat več, se cena je šla gor, zdaj krat 3. Da odgovorim na prvo vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na vzpostavitev novega ETS sistema za stavbe in promet. Temu, da rečemo, udeleženci v tem sistemu so, zdaj ne vem, če bom pravilno povedala, ker pač so trošarinski zavezanci ali pa tisti, ki dajejo gorivo na trg in ki se bo uporabljalo za namene ogrevanja v stavbah in za promet. Spet smo tam, to pomeni končni uporabnik, ker pač ne bojo dobili brezplačnih kuponov, celotna količina teh kuponov gre na dražbe in gre v EU sklad. To pomeni, vsaka ne v podnebni sklad, gre v EU sklad, socialni podnebni sklad, ki ga upravlja, temu da rečem, upravlja EU. Seveda, zakaj to je debata, ampak so to izkušnje Evropske komisije, ko da državam članicam denarov, pa ne razpolagajo takole, kakor je treba. Zaradi tega bo vse na EU nivoju, država članica bo morala po pregledu NEPN-a tudi prijaviti načrt. To pomeni to, kar prijavimo, bomo morali verjetno tudi iz podnebnega sklada sofinancirati ukrepe, ker bojo to podlage, bomo morali povedati, kaj in na kakšen način bomo financirali. Kar je sicer jaz mislim zelo v redu, ni sploh nobenih težav.
Jaz, ker vidim v sistemu težave in ne vem še zdaj, kakšna bo cena tega kupona, lahko da bo 50 centov, lahko da bo 25 evrov, 50, 50, ker ne bojo po besedah Evropske komisije ne bojo na istih dražbah, kot v obstoječem sistemu in ne bo drugih udeležencev. To pomeni samo dobavitelji goriv vseh držav, kar je seveda potem vprašljivo, ker imaš druge udeležence, potem oni vplivajo na ceno pač tega emisijskega kupona. Mi smo delali eno analizo in seveda glede na obstoječe stanje, kaj se zdaj dogaja in glede na to, da bojo potrošniki, končni uporabniki tukaj nekje morali plačati ceno, vidimo težave na drugih politikah, to pomeni kakovost zunanjega zraka, odklapljanje od daljinskega ogrevanja, spet na mala kurišča in takšne stvari. Tako da tukaj je zelo dobro zapaziti in že vnaprej povedati, da bo država začeti zdaj govoriti, kaj bo naslavljal tisti sklad, to je kaj bo plan naslavljal, da ljudje ne delajo investicije v, kako bi rekla, jaz rečem, zemljana. To pomeni, morajo vedeti, biti sigurni in prepričani, da bo država poskrbela in na kakšen način, da bo ta pravičnost šla. Zdaj se ne spomnim drugega vprašanja. Podnebni sklad, zdaj imamo to denarja, kaj bomo z njim? Podnebni sklad, imamo denarja. Imamo, zdaj dejansko nimamo, isto denarja smo dobili. Cene je više, ampak smo zaradi prevelikega količine na trgu in market stability reserve ali stabilnosti rezerve trga so umaknili iz sistema to kuponov, tako da mislim, da bo za enih 20 milijonov več. Tako je sistem deluje, in zaradi tega je cena 50, ampak ne dobimo več 3 milijone 200, ampak 2 milijona 600. Tako da neto je že od 2014, ampak je bila manjša, kako bi rekla, nižja cena in manj se je dajalo s trga, tako da mislim, da od tistega, kar smo zelo dobro, mislim, da smo zadeli v morda 2 milijona. Rekli smo, da bo prilival 98, zdaj jih je nekih, ne vem, 94, tako da tukaj ni nekaj. Zdaj, če bo seveda cena še skočila in če bo karkoli potem, kot vsakič je treba narediti nov program, nov odlok, nove ukrepe, glede na politiko in na stanje, po moje, da bo to smo nekako delali zdaj z novim programom. Zakaj? Zaradi COVID-a, zaradi neizvajanja projektov, nezmožnosti, tako da to je to. Kritje posrednih stroškov industrije, to je ena nova postavka, zdaj tudi v podnebnem skladu, pa bojda celo 25% podnebnega sklada, da bi lahko šlo za ta namen. To drži ta informacija, se upravičujem, ker to mi iskreno zanima. V novem predlogu, glede na dovoljeno, temu rečem, dovoljene subvencije državno pomoč, je pač 25% je tisti limit, ki ga lahko, če bi država sofinancirala še 75% iz integralnih sredstev iz proračuna, bi lahko jim, kako bi rekla, država zagotovila vse, koliko pa lahko zagotovimo samo 25%. To pomeni 25% tistega leta bo na, kako bi rekla, na razpolago industriji za kritje teh stroškov. No, zdaj vemo, kam gre denar. Kolegica mi je... Tukaj se da mogoče kaj, tistega najdete, to je odvajanje. Kolegica sodelavka mi je 5 minut nazaj sugerirala, da imamo še 5 minut. Mislim, da smo napisali do 2, jaz bi vseeno, mogoče vsakega prosil, smo slišali prej, kje je prioriteta. Če imamo denar, 1 minuto vsak, lepo prosim, prioriteta, prva prioriteta. Če je denar, je neskončno. Če uresničimo z 2015 sprejeto strategijo, bi naredili lahko zelo veliko. Če bi potrošnikom dali enostavne, dostopne in cenovno dostopne izbire in pokazali, bodo zagotovo sledili. Če bo pa v bistvu bodo te ukrepi naložili dodatna bremena potrošnikom, potem je pa uresničljivost tega paketa izjemno vprašljiva. Mislim, da sem na to že odgovorila. Prioritete je določiti prioritete in tega se dejansko držati. Prioritetne ukrepe, prioritetno financiranje
in pač izvajati tisto, kar je pač, kar smo se imeli tako. Ja, jaz bi pa mogoče se vrnil na to, kar smo že prej govorili. Meni se zdi to, kar se zdaj že izvaja, ne, strinjam se, vrstni red mora človek imeti. Jaz najprej si želim načrt, ki bi videl operativni načrt, do kdaj bo kaj narejen, ne, in potem da veš, kaj so naslednji koraki. Ne. In meni se zdi to, kar se zdaj dela pač na železnicah, da se pravzaprav vzpostavlja stanje, ki je bilo tukaj 100 let nazaj, pa se menčkega izboljšuje, ne, je osnova tukaj, pač to je treba končati in operaterje je treba narediti, tako da to je res prva stvar. Ampak od tam naprej bi pa si jaz res želel ukrepov, ki bi pomagali vzpostaviti nek regionalni javni potniški promet, ker tam je potencial za potnike največ in tam je seveda največ migracij in največ kilometrov potniških se naredi. In to so pač projekti, ki so okrog Ljubljane, ne, ta dvotirnost elektrifikacija vseh prog v bližini, izboljšanje teh postajališč in podobno tudi po mojem bo treba razmišljati o mariborski regiji, pa mogoče še celjski pa obalni vsaj. Ne. Tako da to so po mojem neki nujni projekti, ki nekateri že vsaj v konceptu so, nekaterih pa še ni in tukaj po mojem je res treba takoj začeti. No. Ja, mogoče ne bi izpostavil nobenega področja posebej, ampak dejansko, da se pripravi nek jasen koncept zelenega prehoda, ki ne bo interesno pogojen strani določenih močnih akterjev in potem jasno slediti tudi izvedbi teh ukrepov, ki seveda mora biti med sebojno povezani, da se kaskadno jih uresničuje, ker mislim, vse imamo obstojen dokument pripravljen na državni ravni strateški, ampak to gre vse v predal. Hvala lepa vsem sodelujočim, ena runda aplavza, lepo prosim, upam, da... Skratka, hvala. Upam, da je bilo zanimivo, da je bilo poučno, da bo ta razprava kaj spodbudila dodatne razprave o paketu, o porabi podnebnega sklada, kako bomo socialni sklad na ekoskladu naprej peljali ali drugače. Mislim, da so nam kavico pa ti štrudelček bio-veganski še pustil, če se ne motim. Ja, tako da vabim še na eno rundo, še mogoče par besed izmenjamo, pa do naslednjič. Hvala vsem.